Začetki organiziranega varstva v Kranju segajo v leto 1947, to je bil vrtec Tuga Vidmar, dom igre in dela, vanj so bili vključeni otroci od 3. meseca do 11. leta. Naslednje leto so zgradili otroške jasli na Golniku, potem pa se dolgo ni zgradila v nič. In ko so se začele graditi naselja v okolici Kranja, so se začeli graditi tudi vrtci. In tako se je skoraj v vsakem naselju zgradil en vrtec, tako da je bilo 6 samostojnih vrtcev. In teh samostojnih vrtcev se je potem leta 1966 združili v vzgojno-varstveni zavod. Vanj je bilo v 32 oddelkov vključenih 467 otrok. V 10 letih je število vključenih otrok poraslo na 1256, ki so bili razporejeni v 65 oddelkov. Od leta 2013 pa imajo v kranjskih vrtcih na 16 lokacijah oziroma enotah v 94 oddelkih vključenih 1644 otrok, starih od 1 do 6 let. Zanje skrbi 303 zaposlenih. Kaj je zaznamovalo vrtce? Mislim, da je ene taki pristopi oziroma ene taki meniki so bili najprej ta vzgojni program, po katerem smo delali, ki nam je določil, kako izvajamo dejavnosti v vrtcu. Takrat, ko sem bila vzgojiteljica, se spominjam, da sem imela 30 otrok, sama sem bila, varuhinja je prišla šele v bistvu k počitku. Zelo veliko je bilo frontalne oblike, zato da smo otroke nekako obvladali, ampak otroci so postajali skozi bolj nemirni, ker so mogli vsi naenkrat vsi je isto poslušati. Potem je prišel kurikulum za vrtce, to je bil nov dokument, ki pa je otrokom dajal veliko večjo svobodo, prav tako tudi avtonomijo vzgojiteljici. In danes, ko grem po vrtcih, sem prav navdušena, ker vidim polno igralnico otrok, vsak je v enem kotičku, vsi se igrajo, umirjeni so, tihi so, ustvarjalni so, tako da to se mi zdi, da so bili velike spremembe, velik napredek pa dobro otrok. Najbolj težko obdobje pa je bilo takrat, ko so se zapirale tovarne, ko se je zmanjševalo število zaposlenih. Mi smo morali, tudi potem se je začela ta 9-letka, veliko otrok je odšlo naenkrat v šolo, kar 2 generaciji in naenkrat smo imeli tehnološke viške. To je bilo pa najbolj težko obdobje, ki je bilo treba ljudem povedati, da jih ne potrebujemo več. Zapirali smo oddelke, zapirali smo vrtce, ampak to je bilo samo nekaj let, potem se je pa spet rojstvo povečalo in smo spet začeli odpirati vrtce. Kljub vsem spremembam skozi leta pa pomen vrtca še vedno ostaja isti. Gre za vzgojno-izobraževalno ustanovo za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, kjer se otrok sreča s prvo socializacijo in druženjem. V vrtcu mora otrok tudi stopiti korak nazaj, da ni več edini prvi, treba je deliti stvari tudi z ostalimi. Tako da veliko se otroci učijo drug od drugega, tudi o podpori strokovnega kadra, tako da mislim, da so kar eni pravi temelji v vrtcu postavljeni za nadaljnje življenje. Vrtec ima velik pomen za razvoj otroka. Igro kot osnovno dejavnost predšolskega otroka nadomeščajo tudi ustvarjalne dejavnosti, otroci se naučijo peti, plesati, igrati, ročnih spretnosti, jesti s priborom, odvajati od plenic in podobno. Vsakega otroka jemljejo kot individuum in ga razvijajo v samostojnega, solidarnega, odgovornega in strpnega človeka.